Pozdravljeni! Danes bomo govorili o dispoziciji diplomske naloge. Najprej si bomo ogledali, kaj je pravzaprav dispozicija in kakšen namen ima. Nato bomo pogledali, kako je dispozicija diplomske naloge strukturirana, kakšno vsebino naj ima, ter na koncu, kako se lotimo pisanja dispozicije diplomske naloge. Dispozicija je formalen dokument, ki naj na kratko opredeli izhodišča in cilje, v tem primeru diplomske naloge. Dispozicija diplomske naloge je na naši fakulteti namenjena pravzaprav le kandidatu in njegovemu mentorju. Medtem ko za magisterij in doktorat dispozicija igra bolj formalno vlogo, saj jo ocenjuje in preverja tudi komisija za oceno zaključene naloge. Kakšna je struktura in vsebina dispozicije diplomske naloge? Predvsem naj predstavi motivacijo za izbrano diplomsko temo in pregled področja. Vsebuje naj tudi miselni vzorec za izbrano temo, ki postavi izbrano temo v širši kontekst in nakaže pot k reševanju naloge. Pomembno je, da se predvidi, kakšni naj bi bili prispevki diplomske naloge. Naštetje pa je potrebno uporabljeno metodologijo, orodja in morebitne podatkovne zbirke, ki bi služili za preizkušanje oziroma testiranje rezultatov. Potrebno je razdeliti predvideno delo na aktivnosti in oceniti čas trajanja posameznih aktivnosti. Na koncu je potrebno izdelati tudi preliminarno kazalo diplomske naloge po poglavjih in podpoglavjih in navesti ključno literaturo, največ do 10 virov, in ta seznam je potem v sami diplomski nalogi potrebno seveda še razširiti. Kako se lotimo pisanja dispozicije diplomske naloge? Do sedaj smo v okviru diplomskega seminarja napisali že veliko nekaj pravzaprav besedil, pregleda literature, motivacije in tako naprej. Sedaj lahko dejansko vsa ta besedila ponovno uporabimo, jih združimo, jih dopolnimo, razširimo, popravimo in tako naprej. Literatura sedaj seveda ni omejena le na diplome in članke, ki so jih napisali učitelji na naši fakulteti. In zavedati se moramo tudi, da smisel razdelitve na aktivnosti in ocena njihovega trajanja ni, da bi kar se da natančno ocenili te stvari, ampak predvsem, da o naših ciljih in poteh do teh ciljev vse skrbno premislimo. In dobro napisana dispozicija je že odlično izhodišče za pisanje same diplomske naloge. Hvala lepa.